Lokalne volitve. Radio Robin. Spoštovane gledalke, gledalci, poslušalke, poslušalci, bomo rekli, danes smo v Bovcu. Dober dan vsem, ki nas spremljate, dober dan vsem, ki spremljate soočanje štirih kandidatov, ki se potegujejo za župana občine Bovec. Bovec velja najpomembnejši center turizma v dolini Soče in ne glede na to, da brez turizma Bovca ni, povzroča ta nemalo sivih las. Ne vem, če tudi kandidatom za župana občine Bovec. To bomo slišali v našem današnjem soočanju, zato vas vabim k spremljanju le tega. Seveda bomo govorili o obsežnih naložbah, ki se v Bovcu obetajo. Zagrizli bomo v kislo jabolko Kanina, letališča, doma za starejše, do volilnic in še bi lahko naštevali. Torej vabljeni v našo družbo. In dober dan, spoštovani gospodje. Zaenkrat nasmejani. Upam, da tako ostane tekom celotnega soočanja. Z nami so. Začela bom z vami, gospod Siniša Grmovšek, po poklicu zgodovinar in sociolog, kandidirate pri Zelenih Slovenije. Danes pomagate v družinskem podjetju, ki je v vaši večinski lasti. No, zadnja 4 leta niste bili prav aktivni v politiki, k temu se vrneva. Kandidat za župana je tudi Valter Mlekuž, aktualni župan, ki se poteguje za svoj 3. mandat. V preteklosti vas je podpirala stranka SD, letos kandidirate z listo Bovško gradimo naprej. V studiu lepo pozdravljam Adisa Hrovata, dolgoletnega direktorja športno-turistične agencije, ki kandidira z listo Naša dolina, naš dom. Doslej ste, Adis, delovali v opoziciji, drži? Kako bo v bodoče, bomo videli. In Kristjan Omerovič, novinec v politiki, sicer reševalec, zdravstveni tehnik, kandidirate pa na listi za Posočje Bovec. Dober dan vsem še enkrat. Dober dan. Dober dan. Časa za odgovore, da začnemo s tistimi, bom rekla, učnimi napotki. Na začetku bo 1 minuta za vsakega, replika 30 sekund, torej pol minute, replicirate pa lahko enkrat, razen če ste direktno izzvani. Sicer pa, da ne bomo že v uvodu obremenjeni s časom, bomo začeli nekoliko bolj sproščeno, če ste za. Siniša Grmovšek, z vami. Nekateri vam pravijo večni kandidat, župan ste bili v obdobju od leta 2012 do 2014, nekaj mesecev celo poslanec. Zakaj vztrajate v politiki? Ali glede na to, da ste bili zadnje 4 leta bolj malo aktivni, zakaj se vračate? No, zakaj nisem bil aktiven zadnja 4 leta? Vso energijo in čas sem usmeril pisanje knjige o 130-letnici turističnega društva, ki je šla zdaj v juliju, in je to zgodba o bovškem turističnem društvu, bovškem turizmu in pozabljenih dogodkih. Bil sem med tistimi, ki smo se zavzemali, da bo občina samostojna. Leta 1994 se je to zgodilo. Prvič nisem kandidiral za župana, ampak za svetnika in sem bil predsednik občinskega sveta. Takrat je ta funkcija še obstajala. Pozneje pa sem res na vseh volitvah kandidiral za svet in za župana. Mislim, da v Bovcu rabimo vse, ki so izkušene in ki lahko doprinesejo razvoju in seveda vodenju občine, tako da ne vem, zakaj bi bilo sporno, če še zmeraj vztrajam. Predvsem pa, kot sem ohranil geslo domačini najprej, mi je bil največji motiv letos, ker opažam, da se domačinom vedno slabše piše. K temu se vrnemo tekom pogovora. Valter Mlekuž, aktualni župan, v lokalno politiko ste vstopili pred 22 leti. Veliko časa ste se odločali za tokratne volitve. Imela sem takšen občutek, predno ste rekli, da spet grem v boj. Zakaj? Lep dober večer. Kar nekaj časa sem se odločeval, a bom šel naprej kandidirati, ampak preveč je načetih projektov. In bal sem se predvsem očitkov, če se umaknem, da bi rekli, zdaj pa načeti projekti, zdaj pa se umika. Vemo, da je pred nami zelo težko obdobje in bilo kdo od nas bo župan, mislim, da ga ne čaka lahko delo, spopad z vlado in z vsemi, kako pridobiti sredstva za dokončanje teh objektov, in prav to me je peljalo naprej.
da sem se odločil. Vemo, da imamo kar nekaj projektov, športna dvorana, dom, kolesarske povezave in še bi lahko našteval. In ravno to me je peljalo, da moram kandidirati. Seveda pa bodo volivci in volivke pokazali, ali so za to, da nadaljujem. In mislim, če jih v 8 letih, koliko vodim to občino, nisem prepričal, da jih tudi v teh parih dneh ne bom. A lahko rečem, da ste obrnili hrbet stranke SD? Ne, nisem obrnil hrbet. Lahko rečem, da je stranka SD obrnila meni hrbet. Hvala lepa. Adis Hrovat, občinski svetnik. Kako kritična opozicija ste bili in na kaj ste v tem 4-letnem obdobju najbolj ponosni? Ja, zdaj sem bil kar glasen, no, moram povedati, v občinskem svetu. Predvsem sem pa najbolj ponosen na to, da sem se zavzel za malega človeka, bom rekel, za domačine, ali je bilo to pri podražitvah, komunalnih storitvah, ali je bilo to usmerjati ljudi, na kjer referat naj grejo. Tako da sem bil kar aktiven, lahko bi bil še bolj, zdaj, ko hodim v bistvu po terenu, ko se pogovarjam z ljudmi, mi govorijo, da bi moral biti svetnik še bolj aktiven, bi moral priti večkrat do krajevnih skupnosti, ker krajevna skupnost v bistvu je vir vseh informacij. In nekateri ljudje se bojijo priti na občino, imajo strah, tako da tam v krajevni skupnosti so pa zadeve bolj sproščene in informacije pridijo prej ven. Gospod Mlekuš, odkimava z glavo, replika bo kasneje. Dovolite, da se nam predstavi še Kristjan Omerovič, novinec v politiki, ampak verjetno zagnan. Zakaj ste se odločili, da vstopite v ta svet? Kot smo poslušali vaše predhodnike, tudi na Bovškem svet izzivov. Lepo pozdravljeni, to je moje imeno. Sigurno, mi smo res mlada ekipa, enim nam pravi, da smo neizkušeni, kar to drži, ampak mi mislimo, da ne znamo in da ne vemo vsega, bomo pa to nadomestili sigurno, da bomo vključevali vse večje projekte lokalne skupnosti. Se želimo, da so naši projekti njihovi projekti, da bo naš glas občanov in sigurno si želimo, da bi prav vsak imel možnost povedati vizijo Bovca, kaj si želi in sem prepričan, da bomo mi s takim načinom dela zagotovo dosegli nek širši konsens. Zakaj bi bili boljši župan od aktualnega? Jaz mislim, da znam zelo dobro poslušati. Sem zelo dostopen, praktično se pogovarjam z vsakim in mislim, da je treba kakšno spremembo narediti, predvsem v smislu, da tudi mladi imamo možnost narediti en korak pri upravljanju naše občine. Pri soodločanju, gospod Mlekuš, se vas občani res bojijo? No, mislim, da me je to kar malo zbodlo, to Adisovo govorenje. Mislim, da sem jaz človek, ki sem v Bovcu prisoten povsod. Na vseh prireditvah, na vseh kulturnih in drugih prireditvah, na vseh občnih zborih, celo v trgovini me ljudje pocukajo za rokav in rečejo, in glejte, vrata na občini so vedno odprta. In v teh 8 letih nikoli nisem rekel nobenemu, da ga ne bom sprejel, nimam niti uradnih ur, nimam nič in vsak, ko pride, da imam čas, se lahko pogovori z mano, tudi z predsedniki krajevnih skupnosti, stalno kontaktiramo s predsedniki društev, tako da mislim, to pa je res tisto, kar mislim, da je najmanj resnico. Za temi besedami stojite, kot vas razumem, gospod Grmovšek, kaj boste rekli? No, tudi jaz, ko poslušam občanke in občane, dejansko sta dva bregova. Na enem je občina, na drugem so domačini in ne gre zgolj samo za izboljšanje komunikacije. Povrniti moramo medsebojno spoštovanje in zaupanje, saj smo na isti barki. Poleg tega pa ne sme se zgoditi, da domačinke in domačini za svoja stališča, mnenja o projektih, ki so škodljivi, morajo imeti poleg odvetnika.
To je preprosto žalostno in nesmiselno. K temu se vrnemo. Zdaj bomo šli še en ogrevalni krog, čisto na hitro. Ste zadovoljni z izidom predsedniških volitev? Imamo prvo žensko predsednico, Natašo Pirc Musar, pa je bila gospod Mlekuž, zdaj ste vi prvi, tudi vaša prva izbira? No, moram priznati, da na prvih volitvah, ko je bilo, sem kandidiral, seveda sem glasoval za drugega kandidata, namreč strankarskega kolega, župana, zdaj pa sem se odločil tako in zdaj pa upam, da bo predsednica vseh ljudi in da bo peljala politiko naprej, predvsem pa mora biti povezovalna. Gospod Hrovat, povezovalna, o tem je bilo pravzaprav cel čas predsedniške kampanje govora, biti povezovalen. Bi vi potegnili prav to vzporednico, morda zdajšnjo predsednico? No, kar se tiče volitev za predsednika, predsednico republike, je sama kampanja bila zelo dobra, z mojega vidika, če pogledam, spoštljiva, ne, tako da komunikacije so bile tudi kandidat, ki je izgubil, je na koncu priznal in je v bistvu pošteno, ne, se pravi, če bi morali potegniti eno vzporednico, mogoče... Ja, jaz tudi, recimo, jaz doživljam tudi naš štiri tle, da imamo zelo pozitivno komunikacijo, da spoštujemo eden drugega in to bi moralo biti tudi v bistvu moto vseh, ne, to se pravi poslušati ljudi, ne, kaj govorijo, slišati njih glas, ne, in spoštovati drugo mnenje. Gospod Kristjan Omerovič, kaj boste rekli vi? Glejte, zmagala je volja ljudstva, sicer moja kandidatka ni prišla v drugi krog, to je pa, tako so se ljudje odločili in prav je tako. Demokratično, kaj ne, gospod Grmovšek? Absolutno se strinjam, ljudje so izrazili svojo voljo, je naša predsednica in samo držim pesti, da bo večino tistega, kar je bilo povedano, tudi uresničeno, se pravi povezovalnost, usmerjenost v prihodnost in upam na najboljše. Tu bi lahko postavila vprašanje, če imate vi kot kandidati za župana občine Bovec uresničljive programe. Marsikaj se obljublja, ampak te obljube ne zdržijo. Ampak k tem konkretnim, bom rekla, obljubam in pogledu na razvoj občine se vrnemo. Čisto na hitro in na kratko, v enem stavku najprej gospod Adis Hrovat. Kaj Bovec ni, pa bi lahko bil? No, Bovec, predvsem kar jaz vidim, da mu Bovcu manjka, je red. Imam občutek, da deluje neka anarhija, ali je to na reki Soči, ali je to na cestah, črno kampiranje. To so zadeve, ki bojo zelo pomembne in so zelo pomembne za urediti. Hvala lepa, gospod Omerovič. Bovec je sigurno v poletnih mesecih en velik kaos. Čaka se, da je konec sezone, da se stvari normalizirajo. Bi pa Bovec moral biti eno urejeno okolje z naprej jasno postavljenimi pravili. Gospod Grmovšek? Bovec ni ena najmočnejših turističnih destinacij, ker kar še nekaj manjka. Sem pa optimist, da ko bomo nekatere strateške zadeve dorekli na področju prometa, na področju vlečnih konjev, predvsem termalne vrtine, in še kaj, potem Bovec zagotovo bo postal. Vse to, kar nas je pa doletelo letos, pa seveda moramo rešiti do naslednje sezone. Se pravi, kaj Bovec ni, pa bi lahko bil? Gospod Mlekuž? No, jaz sem upam, da se Bovec navrne v tiste čase pred 8 let, ko sem sprejel županovanje. Ko so vsi novinari, vsi televizije govorili, da je to Bovec mesto duhov, mesto strahov in verjemite mi, je bilo potrebno precej časa, precej svoje energije vložiti, da smo prišli na to, kar smo danes. Jaz se strinjam, da je mogoče malo preveč, ampak jaz se s turizmom ne ukvarjam. Iz vsake garaže je nastal apartma in vsi bi želeli imeti turizem. Verjamem pa, da se bo z novim trgovskim centrom, ki je zdaj v samem začetku Bovca, preselila gužva iz samega centra Bovca tudi tja v ta center trgovin. Predno si privoščimo minuto ali dve glasbe, še vprašanje, zadnje vprašanje v tem prvem delu. Gospod Omerovič, imate vzornika morda na političnem parketu, kdo je in zakaj? Če sem pa čisto iskren, ga pa nimam. Gospod Grmovšek?
No, tudi jaz se pravzaprav s tem vprašanjem nisem kaj posebej ukvarjal. Predvsem vsi, ki zagovarjajo strpnost, dobro medsebojno kombinacijo in dajo pozitivno energijo, bi radi jim sledil. Gospod Mlekuš. Ja, meni je žal, da sem šel iz stranke SD predvsem zaradi enega človeka. Zelo cenim gospodarskega ministra, gospoda Matjaža Hana, ker sva zelo dobro sodelovala in verjamem, da bova tudi naprej. In še gospod Hrovat. Nimam vzornika. Morda imate v vrstah glasbe, ne vem, ampak mi bomo izbrali eno, ki vas bo zagotovo dvignila in popeljala svetli prihodnosti tudi za Bovec naprej. Torej po glasbi se selimo v turistične vode. Ostanite z nami tudi vi, drage poslušalke in poslušalci, in morda čisto na hitro. V zadnjem delu oddaje bomo tudi odprli naše telefone 05 330 28 28. Če imate vprašanje za katerega od županskih kandidatov, potem verjamem, da boste poklicali in v naši oddaji sodelovali. Lokalne volitve. Radio Robin. Siniša Grmovšek, Valter Mlekuš, Adis Hrovat, Kristjan Omerovič, 4 kandidati za župana v občini Bovec so v studiu in ja, soočenje, za koga se boste odločili 20.11. pa je seveda vaša izbira. Morda vam bo k temu, torej k odločitvi, pripomoglo tudi vse to, kar boste slišali v našem današnjem druženju. Nadaljujemo s turizmom kot pomembno gospodarsko panogo tudi za občino Bovec. Pravzaprav se ta tema tiče nas vseh, tudi tistih, ki radi pridemo na dopustnikovanje in počitnikovanje k vam. Zdi se, da je skrajni čas, da se pravzaprav odločite, kako naprej. Množični turizem že ogroža kakovost, nekateri pravijo celo konkurenčnost destinacije. Gospod Grmovšek, kakšno je vaše mnenje? Lahko samo pritrdim in se strinjam. Mi preprosto smo z zaprtim hotelom tudi izgubili raznovrstnost publike, ki nas obiskuje. In na tem področju, sploh po letošnjih obremenitvah, bo potrebno zelo zavihati rokave. Kaj bi vi naredili, da bi preprečili to masovnost? Ta zadeva ni tako preprosta. Mi prometa ne moremo v tranzitu ustaviti, lahko pa veliko več naredimo na vseh tistih ekscesnih pojavih, se pravi nepravilnem parkiranju, črnem kampiranju. Letos je bilo ogromno teh kršitev in tu seveda ne smemo biti križarok in drugo leto čaka, da se ponovi. Ampak verjetno ni to samo letošnji problem. Letos je kulminiral, seveda ni samo letošnji problem. Mislim, da bo treba poostriti določene ukrepe, tudi kaznovanja, kajti novice med njimi grejo. Če rečejo, vse se ti nič ne zgodi, pejdi tja kampirati in lahko kampirajo in so potem še odrezavi in nesramni, če jih domačin opozori, da to ni dovoljeno. Hvala lepa. Kaj boste rekli, gospod Mlekuš, vi kako urediti to masovnost? Kmalu je lahko preveč, pretirano in dosežete kontraučinek. Glejte, jaz res mislim, da nam manjka bolj petični gosti, ne? Zato jaz verjamem, da bo z odprtjem hotela Kanin prihajali drugi gostje. Moram pa povedati na začetku, mi smo odprli občinski prostorski načrt. Od 200 pobud, ki smo jih dobili, je 150 ljudi, ki bi bili vlagali v kampe, v glampinge, v samo v turizem. In potem ne vem, nekateri kritizirajo, da je preveč, a vsak ima apartma. Moram tudi tukaj gospodu Grmovšku reči, mislim, zakaj pa širi kamp, če je preveč turizma. Pa vsak ima pravico to narediti in glejte, glede same kontrole in samih parkirnih, pa moram reči, da se je letos kar precej uredilo. Smo pa imeli večkrat razpise za redarja, ampak dokler bo taka politika, da bo redar na taki minimalni plači in ko nosi praktično glavo na prodaj po noči, težko jih je dobiti. In dokler ne bomo tukaj naredili nekaj, da bodo ti ljudje plačani tako, kot morajo biti, potem bomo težko to dosegli. Se pravi, masovnost turizma seveda ni problem samo v Bovcu, pa vendar za vas vprašanje, gospod Adis Hrovat, kako se lotiti tega problema? Kako se ga boste vi, če boste župan? Ja, po mojem, da je najlažje se tega problema loti tako, da v bistvu, če ni parkirnih mest v dolini, pač ne moreš parkirati in greš naprej. Ne? To je
pač najlažje tako narediti, ne? Ampak moraš pa povečati zmogljivost redarske službe v vsakem primeru, ne? Ker jaz, ko poleti vozim transferje v Trento, so avti parkirani po vseh parcelah od domačinov, ne? In zdaj eni pač neki to uredijo, večinoma ne in zgleda grozno, ne? To je sigurno najlažji način, kako se to rodi, ne? Kar se tiče pa same kadrovske glede redarstva je pač tako, ne? Zdaj bo pa treba poiskati ljudi, ne? Saj ljudje manjkajo tudi, ne samo v redarstvu manjkajo, v turizmu manjkajo, v gospodarstvu, posod manjkajo in če pač bomo morali te ljudi prepeljati v Bovc, ne? Kje pa bodo spali ti ljudje v Bovcu? Ja, to je potem, zadeve so povezane, ne? Treba bo najti namestitve za njih, ne? Tako, ko se vsaka firma bori, da nekako dobi pač apartma ali pa neko, da lahko ljudje spijo v Bovcu, ampak bi moralo biti na širšem področju to narejeno, ne? V bistvu strani občine nekako dobiti načine, kako bomo, ker tako, ko sem rekel, če mi ne bomo imeli za spati, tudi kadrovno bo in to je vse povezano in to je treba celostno rešiti, ne? Gospod Omerovič? Ja, to je ena izmed prioritet našega programa, predvsem zato, ker nas na to opozarjajo tudi občani, so ne nazadnje v bistvu tudi sami vidimo, ne? Mi smo za turizem, je pa potrebno narediti ravnovesje med turizmom in občanje, ne? Potrebno je izpostaviti red na način, da bomo imeli redarje, bolj odzivne, rabimo tudi več redarjev. V bistvu tudi, če bi več redarjev zaposlili, sicer jih je treba dobiti, redar se lahko tudi sami sebe financirajo, ker jaz verjamem, da če bi redarji naredili 2-3 akcije pred sezono, med sezono, od Trente do Srpanice, bi pobrali 10-15 tisoč evrov kazni, bi se to zelo, zelo hitro zvedelo po vseh forumih. In bi bilo vsem jasno, da pač v Bovcu se ne da več tako črno kampirati, kot se je dalo prej, ne? Tudi dvig kazni, to je ena izmed rešitev. Mi smo tudi za vzpostavitev plačljivih vstopnih točk za naravne znamenitosti in absolutno je treba urediti parkirišča, plačljiva parkirišča, ker tukaj se izgubi ogromno denarja. Ampak kolikor vem, prostora za parkirišča skoraj da ni. Gospod Grmovšek, vi ste hoteli replicirati? Jaz bi repliciral, kamp, ki ima naše družinsko podjetje v najemu, je tak že 30 let in ne nazadnje širitev ni nič takega, tudi prostorski plan je predvidel, da je lahko še dvakrat večji, vendar je tak že toliko let, kot da ne razumem tega. Gospod Mlekuš? Ja, jaz ne mislim polemizirati glede tega, ampak hočem reči, da vsi ljudje se ukvarjajo s turizmom. Vsi hočejo turizem. Okay? Ampak vseeno včasih je občutek, da malo bi se šli turizma, ko je preveč hruba, ko je preveč vse zaparkirano, ko je, bom rekla, preveč ostalih stvari, ki motijo seveda življenje domačinov, pa so fige v žepih. Kakšno je vaše mnenje? Ja, gledajte, točno tako je. Prej so vsi upili, da bi morali biti plačljiva parkirišča, potem, ko smo to uvedli, da so parkirišča, potem je bilo pa narobe. Kot sem zadnjič že povedal, na letališču imamo toliko parkirišč in prej so bile zmeri prazne. Zdaj, ko je pa v centru Bovca plačljivo, pa se lahko ljudje hodijo dol in parkirajo. Glede turizma res ne bi preveč izpostavljal to, ker ne vemo, glede na situacijo, ki prihaja, kaj bo drugo leto. To smo probali z COVID-om in smo čakali, kdaj kakšen pride in nikoli ne smemo reči, da je tega preveč. Se strinjam, da bo treba urediti, ampak da je preveč oziroma kaj bo drugo leto, bomo pa videli. Gospod Omerovič, vaša replika? Ja, jaz imam repliko gospodu županu glede tega petičnega turizma, ne. Pač ta petični turizem moramo nekaj vedeti. Mi nimamo ne wellnessu, nimamo ne bazenu, nimamo kazinoja. V špici sezone se čaka na hrano po 1 do 2 ure. Mislim, jaz ne vidim, kater petični gost bo prišel v Bovec, če govorimo zdaj o nekih pravih petičnih gostih in tam čakal na vso to zmedost, da tudi infrastruktura za Bovec ni lih idealna, ne. Morda, ker smo pri turizmu, hvala lepa, bom rekla,
en post na Facebooku dobila, oziroma prebrala sem ga pred tednom oziroma 14 dnevi. Turizem v Bovcu. Lepa sončna nedelja, čeprav je november, je bil dan miren in topel kot nalašč za sprehode. Okoli 13 se oglasi lakota, pa gremo do Črne ovce, zaprto. Pa pod Lipco zaprto, Martinov hram zaprto, pri Soldatu zaprto, letni vrt zaprto, hotel Alp zaprto. Na to smo obupali z iskanjem. In tako naprej in tako nazaj. Mislim, da se gospod Mlekuž zdaj le vi prvi v vrsti. Komentar na to. Turizem, dovolj, samo 3-4 mesece v letu. Zakaj ta hip tako turistična destinacija, kot je Bovec, ne ponuja možnosti za obrok, če rečem takole? No, to je res težava, s katero upozarjam tudi direktorja Dolina Soče. Mislim, da je to njihova stvar, da bi se morali pogovoriti, da bi morala vsaj ena gostilna v Bovcu oziroma restauracija delati tudi v oktobru, novembru. Vemo, da so vsi prezasičeni v višku sezone, potem zdaj pa vsi zaprejo in se čaka spet novo leto oziroma prazniki, da se bo odprlo. To ne pelje nikamor. Gospod Adis Hrovat, bi to lahko rešil kakšen odlok oziroma kako bi vi to rešili? No, jaz mislim, da bi to moral biti nek dogovor, občina in gostinci, ne, da se pač zmenijo skupaj, ne, da ne grejo pač vsi na dopust, ne. Je to nek dogovor. Jaz mislim, da v Kranjski Gori so to dosegli in to bi bil eden od načinov. Je pa problem, ne, če bi v Bovcu bili neki eventi, ne, se pravi, da bi se nekaj dogajalo, ali bi bilo neke kulturne prireditve, ali bi bile neki, ne vem, simpoziji, ali bi bilo v glavnem, da bi se nekaj dogajalo, ne, bi verjetno bil tudi kakšen lokal odprt, tako da jaz mislim, da v zimskem času je zelo pomembno to, da vrnemo življenje v Bovc, ne, ki ga ni, ne. Gospod Kristjan Omerovič, vaš odgovor se glasi kako? Vse je tle v bistvu odgovor zelo enostavno, ne. Vsi bi radi v 3-4 mesecih zaslužili za celo leto. To je dejstvo, ne, in tudi glede na cene, v zadnjem letu so se ogromno se je podražalo in na slabšem so pa domačini. Gospod Siniša Grmovšek. No, to nam res ni v ponos, da človek ostane v Bovcu lačen. To se nam je dogajalo že preteklo leto. Mislim, da letos v nekoliko manjši meri, vendar ta problem ni enostavno rešljiv. Če se bo kadrovski problem, ki ga imajo gostinci, nadaljeval, nekateri napovedujejo še slabše, da bojo še nekatere zadeve zaprte. Tako da tu kaj lahko naredi občina, zagotovo moramo v dogovoru poiskati rešitev. Sam jo ta trenutek ne vidim, ne sme pa tako stanje se nadaljevati. Gospod Mlekuž. No, jaz imam informacijo, da bi se z odprtjem hotela Kanin delovala tudi restauracija, ki je bila odprta za vse ljudi. Jaz sem dnevno na vezi z lastnikom in pa z direktorico, ki trenutno vodi obnovo hotela Kanin in mislim, da bi s tem rešili veliko. Hotel bi bil odprt, gostje bi prihajali in tako da to je ena od rešitev. Hvala lepa vsem. Jaz bi smo še nekaj rekel glede kadrovskega problema. Ne? Če je v poletni sezoni v gostinstvu, če je pač zrezek, ljubljanski zrezek v Bovcu zdaj poprečno 17 evrov, bi bilo treba pa to delavca plačati ne 8, ampak 15. Skratka, tudi sami morajo... Se pravi, imate informacijo, da je kader preslabo plačan? Mislim, ni tako slabo plačan, ampak cene so tako visoke, da bi lahko tudi kader bil boljše plačan. Ampak kaj lahko župan naredi pri temu? Ja, mislim, da tle predvsem vse pade na lokalne gostinske ponudnike, ne? No, gospod Mlekuž? No, jaz mislim, če zdaj poslušajo lastniki teh gostiln oziroma restauracij, ki so v Bovcu in da so slišali to, oni točno vedo, koliko plačajo kadar, koliko je danes plačilo enega kuharja, ki ga je res težko dobiti, ampak moram reči, da so plačani, tako da ni to problem. Hvala lepa, čisto na hitro še en krog. Vedno znova se lotevate leta in leta in leta kandidati in bom rekla koalicija in opozicija ureditve plovnega režima na reki Soči. Eden pomembnih izzivov je pravzaprav preobremenjenost reke Soče, kar se letos ob nizkem vodostaju pokazalo še toliko bolj izrazito. Kako bi omejili pritisk na reki Soči in predvsem
kaj z dovolilnicami, kakšna naj bi bila cena le teh? Čisto na hitro in na kratko, potem pa se bomo privoščili spet nekaj glasbe. Gospod Aris Hrovat. No, zdaj v teh 27 letih, ko delam na reki Soči... Tu ste vi doma, ne? Ja, zdaj sem jaz doma. Smo vozili tudi nižji level, bom rekel, nivo vode je bil, ne? Ampak tesajt je delovalo na Soči, to je leta od 95 naprej, ko sem jaz tle, je delovalo 9 firm, ne? Zdaj pa po podatkih, ki jih imam, je uradnih, no, z uprave za reševanje, je 54 firm, ne? Predvidevamo, da jih je več, ne? To se pravi, striktno bo treba zmanjšati število firm. Jaz mislim, da reka Soča je... Ampak kako, kaj boste rekli, niste dobrodošli pri nas? Načinov je več, ne? Jaz sem 2 tudi že predstavil vsem 3 županom, obstajajo tudi drugi načini, zdaj ne bi v tem razlagal, kjeri so, ampak da se, predvsem je treba pa Sočo pustiti domačinem, ne pa tujcem. Ker v Avstrijo, če prideš, jaz ne morem v Avstriji delati, ne morem niti v Franciji delati, ne? Tako da treba je domačinom omogočiti. Cena dovolilnice, po vašem mnenju? Glejte, cena dovolilnice je tako čisto na hitro, samo številka me zanima. Cena dovolilnic, govorimo o gospodarski dejavnosti. Ne? Številka? Treba se je dogovoriti z domačimi firmi, kakšna bi bila sprejemljiva za vse. Firme bi hotele čim manj. Župani bi hoteli čim več. Treba je pokriti finančno konstrukcijo, ne? Koliko so stroški, da ta zadeva teče. Kristjan Omerovič, časa nama je zmanjkalo, se opravičujem, kaj boste rekli, kako urediti to in kakšna naj bi bila v številki, prosim, cena dovolilnice? Najprej je treba urediti plovni režim, ker v Špici je kaos. Treba bo postaviti tudi pogoje za odprtje podjetij. Podjetje naj bi bilo registrirano v Sloveniji in to bi bilo dobro, da je celo leto. Sigurno je treba dvigati to, če me to sprašujete, dnevno karto za kajak, naprimer, ker je trenutno 3, ne? Mi vsaj 10 evrov. 10 evrov se nam zdi popolnoma sprejemljivo, ker to ni neka cena, da bi zdaj odvračala turiste, da ne bi prihajali na reko Sočo. Eni izpred let predlogi so bili celo 15-25, se pravi, vi ste... Pač naša realna številka se ne zdi 10, je pa to pogoj, da ob tem plačilu, pa ne glede na to, je to 10 evrov, 8 evrov, je potrebno za ta denar tudi nekaj pokazati. Narediti, urediti vstopna mesta, slaščilnice, WC-je in tako dalje. Infrastruktura je vsekakor pomembna. Gospod Siniša Grmovšek, kaj boste vi rekli? Moramo Sočo gledati celovito. Plovni režim je zagotovo ena najpomembnejših zadev, ni pa edina. Jaz bi najprej naročil, kakšno je protipoplavna varnost, da bi inštitucije povedale, da se nam spet ne zgodi po 10 letih, da kakšna smreka, ki zdaj visi, nam podere vse nove brvi. Kar se pa tiče plovnega režima, ne bo lahko, vendar dogovor mora biti dosežen in pri tem tudi ne smemo spregledati. Če vode ni, plovbe ni. Kot čez ni snega, ni smučanja. To je lahko reči. Težko pa bo to zagotovo izpeljati. Glede cene dovolilnice, pa zagotovo 3 evre, koliko smo jo držali ta, ne vem koliko desetletij, je preniska in mogoče nekje, kot je bilo rečeno, okrog 10 evrov je tista prava. Zakaj se cena dovolilnice ne zviša, gospod Valter Mlekuš? Ja, jaz lahko govorim za občino Bovec. Vem, da v občinskem svetu, ki se ga imel zdaj, je bilo približno polovica ljudi, ki se ukvarjajo s turizem, ali imajo kampe, ali imajo firme, in vsak predlog, ko je prišel na mizo, da bi se cene dvignile, to ni bilo mogoče. Vemo, da je občina Kobarid sprejela, tudi Tolmin je bil za to. Sigurno, da nisem bil proti drastičnemu podražanju, kot ko je hotela občina Kobarid, ampak jaz mislim, da če bi imeli 2 vrsti cen v višku sezone 10 evrov, pa naj bi bila v začetku sezone in konca sezone nižja cena, bi s tem veliko naredili. Seveda pa bi morali narediti najprej, da bi ugotovili potom monitoringa, koliko je sploh plovil na Soči. Zakaj monitoringa še vedno ni? Pravzaprav o tem se govori že več let. No, lejte, mi smo kandidirali na razpis LAS. Dolina Soče se je prijavila na ta razpis. Vemo, da je bilo kar precej negodovanja, kaj pa bomo zdaj kontrolirali, koliko. Ampak imate to v načrtu? To je v načrtu, jaz mislim, da bo Dolina Soče to izpeljala in na vseh mostovih, ker bi bilo, naj bi bile te kamere in da bi se to ugotovilo. Gospod Hrovat? Jaz bi samo 3 stvari upozoril. In sicer eno dobro prakso, ki smo imeli, ki je bil še Siniša župan, smo se usedli skupaj in smo se dogovorili za cene. Ne? Na ta način se to da.
Kar se tiče kajakašov, individualnih kajakašov, ki prihajajo v času visokega vodostaja, naprimer, ker te sajt je prazen bovc, v tujini imajo zastojn, naprimer. Kar se tiče pa monitoringa, bi pa lahko nas vprašali. Mi imamo podatke, kako je. Mi smo dnevno na vodi in točno vemo, koliko plovil gre dol po vodi, plačujejo se pa neki monitoringi, se delajo neki projekti za 100.000 evrov in pole ne vejo pa, kaj z njimi delati. To se mi zdi pa metanje denarja proč. Ste bili na občinskem svetu za dvig cene dovolilnice ali proti? Jaz sem bil definitivno proti dvigu cene dovolilnic, ker najprej moraš ti, ne moreš dvigati cene dovolilnic, pa gost pride ne isto vstopno točko, kot je bilo in na njej se nič ne pozna. Kako lahko ti to potem rečeš, zakaj si dvignil? To prav urediti zadeve, pa mogoče bomo se pol pogovarjali. Hvala lepa, gospodje. Veliko tem je, časa ne ravno toliko, ampak verjamem, da bomo načeli še kakšno zanimivo temo. Drage poslušalke, poslušalci, ostanite na pravih frekvencah še naprej. Lokalne volitve. Radio Robin. Drage poslušalke in poslušalci, soočanje z kandidati za župana občine Bovec na Radiu Robin, Siniša Grmovšek, Valter Mlekuž, Adis Hrovat in Kristjan Omerovič. Mimo Kanina ne smemo, tudi zato ne, ker je bila vroča tema na zadnji seji občinskega sveta. Na Kaninu se že pripravljajo na zimsko sezono. Vprašanje pa je, če bo ta zadnja. Drugo leto se namreč izteče obratovalno dovoljenje in nujno bo potrebno sprejeti odločitev, kako naprej. Kot rečeno, zadnji občinski svet nedolgo tega ni dal odgovora na tole vprašanje. Tako je povedala predsednica Združenja žičničarjev in direktorica Sončnega Kanina Manuela Božič-Badalič. Ona je celo rekla, da je razočarana nad razmišljanjem nekaterih v Bovcu. Sicer pa za kandidate postavlja to vprašanje. Prisluhnimo. Problem je, kako naprej. Gre za prenovo, ki je ocenjena več kot 25 milijonov evrov samo za gondolo. In če vemo, da je smučišče Kanin edino smučišče, ki že 50 let obratuje brez enega samega snežnega topa, da gre za povezano smučišče, da ga obišče skoraj da več obiskovalcev še poleti kot po zimi in da bi s prenovo te gondole pravzaprav povezali tudi še naprej ti dve smučišči, Sela Neveja in Kanin, in seveda naredili racionalnejše poslovanje, kot je s temi starimi gondolami, z prevozom dolgim, ki traja več kot pol ure. Potem dejansko je treba reči, a gremo v prenovo ali ne. In to je vprašanje, ki vam ga zastavljam, spoštovani kandidati za župana občine Bovec. Ostali smo pri gospodu Mlekužu, Valter Mlekuž. Kaj boste rekli? Gre občina v prenovo Kanina, da ali ne? No, tako kot je rekla direktorica, tudi jaz sem bil zelo razočaran nad zadnjim občinskim svetom. Res ne veš, a ljudje hočejo Kanin ali ga nočejo. Pokazalo se je pred 8 leti, kaj Kanin za Bovec pomeni. Še danes nimamo odprtega hotela Kanin, ki se je takrat zaprl. Še danes nimamo po zimi odprtega hotela Alp. In toliko truda in toliko energije, kot sem jaz vložil in pa tudi naš poslanec vložila v to, da se je Kanin obnovil. Takrat smo rekli, treba ga je popraviti, da začnemo, potem pa gremo v nov Kanin. In tudi zdaj so moje usmeritve vpete v to. Dnevno sem na vezi z ministrstvi, z vlado in vsi dajejo prav, da je treba, da Bovec brez Kanina in celoletnega turizma bo težko preživel. Glejte, tudi investitorji, ki so prišli v Bovec, investitorji, trgovine, ki se gradijo, vse je to na račun Kanina. Če ne bo celoletnega turizma, potem se nam res slabo piše. Ampak brez novih gondol turizma oziroma Kanina ne bo. Glejte, mi smo dosegli zdaj, da je država oziroma ministrstvo, da je pripravljeno poravnati stroške Gazexov, kar je prvi pogoj, da Kanin zaženemo. In Kanin bo letos obratoval, jaz verjamem, da sneg bo. Gazexi naprave so že v Bovcu. In če bomo skupaj delali, če bomo skupaj Bovčani rekli, ja, hočemo ta Kanin, bomo nekaj dosegli. Ne pa, da pridem na ministrstvo in da mi vržejo minister kup mailov, kritiki z Bovca in takrat pa res ne veš, a se je še vredno se truditi ali ne. za to. Hvala lepa, gospod Mlekuž. Adis Hrovat, kaj boste rekli? Kanin da ali ne? Lahko turizem v Bovcu živi tudi brez Kanina? No, Kanin da, turizem lahko v Bovcu živi tudi brez Kanina.
Ne, to se je tudi že pokazalo v preteklosti, ampak Kanin je dodana vrednost, to je vsekakor. Ne more pa Kanin iti na tak način naprej, kakor je zdaj. Predvsem tle ni nobene transparentnosti, nimamo nobenih podatkov, ne finančnih, direktorca ne upošteva sklepov nadzornega sveta, in jaz sem bil tu zelo razočaran nad tem sestankom, ampak pokazalo se je točno to, kar sem upal, da ni res, in to v bistvu, da se pač ne dela tako, kako bi se moralo delati, in da se ne posluje tako, kako bi se moralo poslovati. In druga stvar, kar pa pri tem Kaninu boli, da se druga mnenja ne upošteva. Obstaja neko mnenje in to je to. Ampak ljudje, v Bovcu nas je 1600 in imamo mogoče 1600 drugačnih mnenj. Ampak poleti je bilo na Kaninu 30 tisoč obiskovalcev, po zimi 19 tisoč, to so res visoke številke, pa bi tale Kanin, gospod Omerovič, kar takole spustili iz rok? Lejte, Kanin da, ampak ne za vsako ceno. Ljudje hočejo Kanin, ampak da se ve, kdo pije in kdo plača. Kanin kot prvo ne bi smel biti občinski. To pač mislim, jaz in tudi naša lista. In ni pošteno, da je na plečih občanov, ker zaradi Kanina smo izgubili marsikateri projekt. Mi smo takoj, absolutno, ena izmed prvih reči za revizijo Kanina, poslovanja Kanina. Mora se točno vedeti, kje je denar, kam je šel denar, in na teh podlagah in teh izračunih bi pač tudi mi naredili določene okrogle mize in tudi ljudje vprašali, ali si želijo Kanina in na kakšen način. Bi pa jaz tle samo še nekaj povedal, da pozabljamo pa na smučišče Log pod Mangart in je treba fantom v Logu pod Mangartom, ki so se praktično sami organizirali, čestitati in kapo dol, da so v bistvu uredili smučišče. Verjamem, da jim pomaga tudi občina, in kolikor bom jaz župan, bomo vsem, ki se trudijo za smučišče Log pod Mangart, 100% stali ob strani. Gospod Grmovšek, kje dobiti denar, vsaj 25 milijonov za to, da se za začetek uredi gondola? No, jaz bi najprej povedal, da dokler lahko Kanin varno obratuje, ne da ogroža goste in tiste, ki delajo, da prenova nikakor ne, novi Kanin pa absolutno da, ker Kanin ima zelo velik potencial. Novi Kanin mora imeti investitorja, to ni občina, ampak investitorja, ki bo seveda tisti nosilec, ki bo novi Kanin spet postavil v vlogo nosilca in vlečnega konja za celoletni turizem. Nadaljevati to zgodbo po 50 letih je nesmiselno. Odgovor da ali ne, čisto na hitro, ker naš čas nekoliko priganja, pa bom začela z vami, gospod Adis Hrovat. Po vzoru drugih držav in bom rekla deželnih vlad, vsak, ki tako ali drugače živi od turizma, prispeva v skupno malho, zato da se vzdržujejo takšne in drugačne naprave, turistične in ostale, bom rekla, infrastrukturne zadeve. Ste za to, da bi vsak, morda tudi od prodane pice, nekaj namenil za to, da bi bila ta vreča za obnovo Kanina vsaj malce bolj polna? Da ali ne? Da, vsekakor je pa potrebno, da vemo, kakšne so. Transparentnost mora biti. Če bi bile zadeve transparentne, vsak bi dal. Jaz verjamem, da bi vsak dal, ker je vsak ima interes, ker to je dodana vrednost, kako sem rekel. Kanin ima ogromno potencijala, je tle od kolesarskega do pohodništva. Ampak pravite, da se stvari ne odvijajo niso transparentne in potem ljudje seveda, vsak bo poštudiral, kam bo se denar, nekam, kamor ne ve, kaj se dogaja, ga sigurno ne bo dal. Gospod Omerovič, da ali ne? Da, če bo sredstva transparentno porazdeljena. Gospod Grmovšek. Vsi poskusi do sedaj v tej smeri žal niso bili uspešni in dejstvo je, da denar dajati, ne da bi imel vpliva, kako bo porabljen, bo onemogočil tudi druge poskuse. Načelno pa seveda sem za. Gospod Mlekuš. Ja, absolutno ja, ampak to bo treba rešiti na državni ravni. Mislim, če ima to lahko Avstrija. Če govorimo, da imamo evropske standarde, potem naj se držimo tudi tukaj. Moram pa reči eno besedo glede Loga pod Mangart. Če kdo smučišče v Logu pod Mangartom spravil nazaj, so to domačini in pa jaz, ko smo jim lani občinski svet kupili Ratra Knov, tudi tukaj je bilo kar precej svetnikov, kaj ti je tega treba. Tako da prosim, jaz upam, da boste tudi naprej podpirali Log pod Mangart. Prosim, gospod Omerovič. Jaz sem v prvi vrsti pohvalil domačine in kolikor je meni jasno, oziroma če sem napačno seznanjen, se opravičujem, je šel nakup Ratroka iz sredstev za tiste NPA,
ki ga dobiva občina. Ukolikor se pa motam, se pa pravičujem. No, vsi vemo, koliko je bilo truda, koliko gorja od leta 2011, ko je bilo treba dobiti sredstva iz Triglavskega narodnega parka. In vedno ponavljam, če ne bi bilo pokojnega Kramarja iz bivšega župana občine Bohinj in tudi sam se lahko pohvalim, da sem bil en glavnih iniciatorjev, da je ta denar prišel. In 1 200 000, ki jih občina dobi, ki jih je treba zapraviti v Triglavskem narodnem parku, je to. Ampak ta sredstva niso prišla sama. Gospod Hrovat. Jaz bi rad samo poudaril, da ta projekt Kanina bi moral biti goriški projekt, ne, to se pravi cele doline, celega Posočja, ne, ker prvič to je smučišče zraven Gorice in okolice, ne, in vsi lokali ob cesti živijo tudi od tega Kanina, ne, tako da župan, kdo pač bo, ne, se bo moral potruditi, da bo tle malo bolj informiral to zadevo in malo več ljudi potegnil noter. Jaz mislim, da Goričani bi sigurno bliza. Hvala lepa, gospodje. Veselje mi je bilo klepetati in vas gostiti v studiu Radia Robin. Seveda se bomo srečali vsaj z 2 v drugem krogu. Srečno vsem na volitvah 20. novembra. Z nami so bili Siniša Grmovšek, Valter Mlekuž, Adis Hrovat, Kristjan Omerovič. Še imam vprašanj, verjamem, da bi še več odgovorov, ampak kdaj drugič. Srečno in hvala vsem. Hvala. Lokalne volitve. Radio
Lokalne volitve. Radio